Med 11. in 22. aprilom se bo v ptujskem gledališču odvil že 7. skup bienalni slovenski festival komornega gledališča. No, več o njem pa z direktorjem mestnega gledališča Ptuj, Petrom Srbčičem. Peter, dobro jutro. Dobro jutro tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem. Kot rečeno, je skup bienalni. Kaj prinaša v tokratni 7. ediciji? V 7. ediciji prinaša kar 9 tekmovalnih predstav. To so tiste najboljše predstave, ki so se nabrale v zadnjih 2 letih in jih je selektor Simon Šerbinek izbral med te, ki bodo se pomerile za nagrade festivala. Ob tem pa je tudi nekaj spremljevalnega programa. Namreč začenjamo in odpiramo in zapiramo festival v bistvu z tujima predstavama. Ena prihaja iz Rusije, druga iz Avstrije. Pa tudi imamo en zanimiv spremljevalni dogodek, namreč predstavitev knjige Zlatkarije o Zlatku Šugmanu. Kot rečeno, je to festival komornega gledališča. Kaj to realno pomeni? To pomeni, da gre v bistvu za male, intimne predstave, v katerih gledalci doživijo ta resničen stik z igralci, z samo predstavo. Namreč ptujsko gledališče sodi med manjša gledališča in pri nas si kaj več kot komornih predstav niti privoščiti ne moremo. Je pa res, to moram povedati, da je pa ta komorni del slovenskega teatra v zadnjih letih nekako postal tisti, kjer nastajajo resnično dobre, kvalitetne predstave in lahko bodo tukaj gledalci videli izbor resnično vrhunskih predstav. Jaz mislim, da tokrat so tu dejansko same predstave, ki so tako na festivalih doma kot v tujini odnašale nagrade in bi rekel, da to res je tista špica slovenskega teatra. Potem se vendarle dobre stvari na komornem, recimo, segmentu slovenske gledališke produkcije dogajajo. Prav gotovo, če pogledamo samo, kako so odnašale predstave nagrade na zadnjih Borštnikovih srečanjih, so v glavnem dobivale nagrade te manjše predstave, kjer dejansko pridejo v ospredje te igralske kreacije. Skupaj je sicer tudi tekmovalnega značaja. Res je. Tukaj se merijo med sabo gledališča za nagrade, ki jih na eni strani podeljuje strokovna žirija, letos v zasedbi, ki bodo Mihael Grin-Alujevič, namreč preimenoval se pred kratkim, Tone Partlič in pa gospa Anica Kumer iz Celja, nosilka Borštnikovega prstana. Seveda bodo pa tudi gledalci dali svoj glas za tisto najboljšo predstavo po njihovem izboru. Kakšen pa je pomen, na primer, samega skupa za slovensko gledališko produkcijo? Jaz mislim, da gledališče sama so ta teater sprejela, da ima svojo vrednost, da radi prihajajo sem, namreč prijavilo se več kot 20 predstav. Je pa vprašanje, kakšno vrednost temu daje na primer Ministrstvo za kulturo, ki že nekaj let redno ignorira ta festival pri samem financiranju. Očitno je pač politika taka, da lahko se sofinancirajo samo festivali, ki so v Ljubljani. Namreč tako Dnevi komedije v Celju, kot tudi naš festival so letos izostali iz programa financiranja. Na srečo pa je tukaj Evropska prestolnica kulture nas podprla in nam s tem omogočila, da ta festival izpeljemo. Žal ga nismo uspeli internacionalizirati do te mere, kot smo želeli, ker pravim, malo denarja, malo teatra. Kriza je tista, ki v teh dneh nekako zaznamuje naš vsakdan. Koliko se ta odraža v gledališki produkciji, v sami družbeni kritičnosti, naprimer tudi teh komornih predstav? Zdaj, te predstave so dejansko nekak nabor zadnjih 2 let in niso še toliko pod vplivom te krize. V zadnjem času sem opazil na naših odrih nekaj predstav, ki so bile kritične, družbeno kritične, politično kritične. S tem, da jaz bi rekel tako, da mi v teatru ponavadi se zmeraj trudimo v tem času dati čim več. Tako da vse pri nas v ptujskem gledališču delamo v tem času toliko, kot nismo nikoli do zdaj. Samo v tej sezoni bomo imeli 7 premier in pa ta festival, kar pomeni, da bomo iz malo denarja naredili ogromno teatra. Bo ravno zaradi tega malo denarja, ogromno teatra, večja priložnost za komorne zasedbe manj stanejo, recimo, če bi človek tako razmišljal? Ja, bomo videli, kaj bomo lahko zdaj v prihodnosti naredili, tako kot vsi ostali, tudi mi čakamo na rebalans proračuna, da bomo končno zvedeli, koliko denarja bodo slovenski teatri sploh dobili v tem in v prihodnjem letu, kar pomeni, da bomo lahko sploh začeli načrtovati prihodnjo in še potem naslednje sezone. Tako da bomo videli, kaj bo super minister nam dodelil. Dobro, o 7. slovenskem festivalu komornega gledališča bo še kakšno rekla v naslednjih trenutkih, še prej pa čas, da privoščimo gledalkam in pa gledalcem nagradno igro.
Vzglavnik podjetja Domos iz Ljubljane čaka tudi danes na vas in tudi naših 9 pol čaka na to, da jih odpremo. 090 93 60 32 je naša telefonska številka in pod njo je skrit izraz, ki se nam ponavadi nariše na obrazu, ko smo srečni, veseli. Kaj je torej skritega pod našimi 9 poli, je vprašanje. 090 93 60 32 pa naša telefonska številka. Kot rečeno, pod 9 poli izraz, ki se nam pojavi na obrazu, ko smo srečni in pa veseli. Kot rečeno, 11. aprila, torej čez natanko en teden, se začne 7. slovenski festival komornega gledališča, začetna in pa končna predstava tuji, ostala pa slovenska produkcija. Kje bo glavno dogajanje samega festivala? Glavno dogajanje bo na odru Mestnega gledališča Ptuj. In tudi vse, kar se bo dogajalo na odru Mestnega gledališča Ptuj. Kakšno pa je zanimanje v ptujskem prostoru za sam skup? Glede na to, da bi človek pričakoval manjši prostor, naprimer lokalno samo zanimiv, ali vendarle je zanimiv za celotno Slovenijo? Ja, koliko je zaenkrat odziv, vidim, da nas kličejo ljudje iz širšega tega štajerskega bazena. Jaz mislim, da bomo imeli tudi kakšnega obiskovalca tudi iz Ljubljane ali kaj podobnega, ker namreč gre resnično za vrhunske predstave, nekatere so tudi že zelo stare in bodo verjetno svoje zadnje ponovitve doživele ravno na tem festivalu. Tako bi naprimer omenil Žabe, to je naša predstava, ki je dobila nagrado za najboljšo predstavo sezone 2009-2010 in bo verjetno v tem festivalu še zadnjič odigrana na Ptuju. Tako, torej pod našo številčnico, če se vrnemo nazaj k nagradni igri, pod 9 poli skrit izraz, ki se na našem obrazu pojavi, ko smo srečni in pa zadovoljni. Lep pozdrav, kdo je z nami? Halo, halo. Ja, dober dan, Zlatka tu. Pozdravljeni, Zlatka. Od 1 do 9 so polja na naši številčnici, katero odpiramo najprej? Da vidim. 5. 5. Iščemo torej izraz, ki se na našem obrazu pojavi takrat, ko smo srečni in zadovoljni. Nasmeh. Nasmeh, to je pravilno odgovor. Bomo odprli še ostala polja in pogledali takole nasmeh. Vzglavnik podjetja Domos iz Ljubljane je vaš, naj vam dobro služi in veliko prijetnih nasmehov v teh časih. Hvala lepa in pa nasvidenje. Hvala, srečno. Zanimanje torej po celotni Sloveniji za skup. Morda za konec še to vprašanje novosti letošnjega skupa. Je bilo denarja za tekaj? Zdaj, novost prav gotovo je, da smo pritegnili nekaj mednarodnega programa in pa to, da je festival letos v bistvu dobil svojega selektorja. Namreč selektor Simon Šerbine, ki je tokrat izbral predstave v tekmovalni program. Do sedaj je bila praksa takšna, da so dejansko gledališča sama predlagala te predstave. In jaz mislim, da za samo selekcijo se tudi dviga na nek način sama kvaliteta festivala. Najlepša hvala, uspešno izpeljavo, kot rečeno, od 11. do 22. tega meseca na Ptuju. Podrobnejše informacije, tudi sam spored, kje je možno najti še to izdava? Na naši spletni strani www.mgp.si ali pa pač pokličejo naše gledališče, se obrnejo, pogledajo v medijih, pogledajo TV, dobro jutro in tako naprej. Tako, najlepša hvala in uspešno izpeljavo, kot rečeno, pa čim manj takšnih in drugačnih težav.